Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Inštitut za ekonomske raziskave v zdravstvu, ki so ga ustanovili Mičo Mrkajič, Rado Pezdir in Aleš Živkovič, je pripravil raziskavo o položaju slovenskega zdravstva. Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje so se dogovorili, da bodo raziskavo predstavili v njihovih prostorih. Vendar jim je direktor zavoda Samo Fakin v zadnjem trenutku odpovedal gostoljubje. Kot je pojasnil, se je zbal, da ga ne bi v javnosti povezovali z liberalnimi idejami ekonomistov, ki so raziskavo pripravili. No, raziskovalci pa trdijo, da je odpoved posledica pritiska ministra za zdravje Andreja Bručana. Gre za en nenormalen poseg, ki bi ga pričakovali 40 let nazaj v kakšni frankistični Španiji ali pa stalinistični Sovjetski zvezi, ne? Le kakšne motive naj bi imel minister, da bi poskušal ovirati predstavitev? Raziskovalci so prepričani, da je težava v tem, da so pokazali, zakaj se prav na Ministrstvu za zdravstvo godi največ afer. Kaj je vir teh afer, smo deloma pokazali v naši raziskavi. To, da je ministrstvo prevzemajo interesne skupine. Raziskava med drugim ponuja tudi rešitve. 1 evro participacije na recept, reorganizacijo bolnišnic v gospodarske družbe ter javno-zasebno partnerstvo. In kaj je bistvo predlogov? Izločati vpliv politike v bolnišnicah, iz svetov, svet določati kot nadzorni svet v gospodarski družbi in direktorju dati neka pooblastila, da ima jasno linijo odgovornosti in obveznosti v bolnišnici, se pravi, da je točno določeno, kdo kaj dela. Trenutno je dosti velik organizacijski kaos, ki omogoča vse po vrsti. Predsednik republike Janez Drnovšek namerava za guvernerja Banke Slovenije predlagati Marka Kranjca, finančnega ministra v Demosovi vladi, ki torej prej sodi na politično desnico kot levico. Kljub temu imajo proti predsednikovemu predlogu še vedno pomislike v SDS in NSI, ki Kranjca edini od parlamentarnih strank še nista podprli. Nenavadno situacijo je komentiral Jožef Školč iz LDS. Za razliko od koalicijskih strank, ki vsem dozdajšnjim kandidatom zamerijo sodelovanje za liberalno demokracijo, se nam to ne zdi noben hendikep. Ker Kranjca podpirajo vse stranke, razen nekdanje koalicije Slovenija, ki sta jo sestavljali SDS in NSI, se zdi, da bomo v kratkem vendarle dobili novega guvernerja, ki bo po okusu predsednika republike. Da vsekakor so na nek način stisnjeni v kotane. Gospod Kranjec ni nekdo, ki bi bil privrženec levih političnih strank, zagotovo pa tudi ni nekdo, ki bi pihal z njimi v isti rok. Če bi bili dosledni, bi ga seveda zavrnili, ker je, bom rekel, manj predvidljiv od vseh dosedanjih kandidatov. Direktor direktorata za elektronske komunikacije Matjaž Janša, mater se množijo, je predstavil predlog zakona o digitalni radiodifuziji. Zakon predvideva končni izklop analogne radiodifuzije 31. decembra 2010. 1999, 2010, cool. To pomeni, da si bodo morali vsi gledalci do takrat kupiti digitalno televizijo ali pa sprejemnik za digitalno televizijo, ki trenutno stane okoli 150 evrov. Slovenija se je pri uvajanju nove tehnologije odločila za format MPEG-4. Jej! 4-krat hura za MPEG-4! Hura! 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 Večina evropskih držav se danes ukvarja s problemom, kako zamenjati tehniko MPEG-2 s tehniko MPEG-4. To je za potrošnike pomembno, da preverijo pri opremi, ki je na voljo, ali bo ta oprema delovala tudi v Sloveniji. V Sloveniji v tem trenutku že oddajamo televizijske programe v digitalni tehniki. RTV Slovenija že oddaja z nekaj oddajnikov. Približno 10 odločb je Agencija za poštne elektronske komunikacije že podelila RTV-ju za oddajanje v digitalni tehniki in do konca leta lahko računamo, da 70% slovenskega prebivalstva pokrito za temi oddajniki. Ti oddajniki po skladu s tem zakonom bodo morali prenašati v začetni fazi vse televizijske programe, ki imajo danes dovoljenje za razširjanje, torej tudi Pro Plus in TV3. Z vpeljevanjem nove tehnologije lahko v prihodnosti pričakujemo tudi več novih ponudnikov TV in radijskih programov, za katere po besedah Janše, Matjaža Janše, ne bo koncesij. Ta zakon ne predvideva koncesij, koncesij ni.
Kaj pa potem to, kar za te inovativne storitve? No, to je plačilo za uporabo redkega javnega dobra, ki je že sedaj predvideno tudi v zakonu o elektronskih komunikacijah, ki ga plačujejo naprimer mobilni operaterji, kadar dobijo frekvence za svoje GSM ali UMTS storitve, potem pa plačevanja za tistih, ki vdajo digitalno radiodifuzijo, z digitalno radiodifuzijo televizijske ali radijskega programa. Predvidena postavitev raketnega in radarskega sistema na Poljskem in Češkem, ki ga načrtujejo ZDA, je zaostrila odnose. Ruski predsednik Putin je zagrozil, da bodo obrnili rakete proti Evropi. Na obisk je prišel predsednik ZDA George Bush. Komentar dneva Jurij Gostinčič. Kako je to, da oborožene rakete iz Češke in Poljske ne razburjajo evropskega prebivalstva? Razburjajo se le Rusi, čeprav Amerika zatrjuje, da so namenjene le obrambi pred Iranom. Čehi se bojijo le radarskega sevanja, Poljaki pa naj bi bili navdušeni, ker jim bodo rakete prinesle zaslužek. Evropa molči. Nemški socialdemokrati bi najraje videli, da novih raket ni in celo, da Merklova uvede politiko ekvidistance med Ameriko in Rusijo. Politika različnih pomislekov je to, ne hladna vojna. Putin sicer grozi s protinapadi, Amerika ga dobrohotno prepričuje, da rakete ne bodo naperjene proti njemu. Le zakaj potem omenjati Iran? Saj bi jih Amerika tja lahko pošiljala tudi z lastnega ozemlja. Distanca je malo večja kot iz Evrope, toda kaj je danes nekaj 1000 kilometrov več? Še preden se usujejo komentarji, fantje in dekleta z gustijem ni zajbancije. Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak pa glede odnosov z Rusijo ni zaskrbljen. Takšen je vsaj njegov odgovor na vprašanje, ali lahko spremenjene razmere vplivajo na projekt izgradnje naftovoda čez Slovenijo. Ali mislite, da zadnje grožnje Rusije, da bojo obrnili rakete proti Evropi, to morda kaj spremeni? Ne, poglejte, mi smo v pogajanjih z 4 državami, ki smo pristopili k tej deklaraciji, dosegli, da bo ta projekt potekal povsem, če bo potekal pod vsem enakimi pogoji kot katerikoli drugi energetski ali pa infrastrukturni projekt. Čas je za kulturo. A to si ti delal, ta avizo? Ja, a ni dober? Kultura. Prav po ameriško. A veš, kaj si ti? Ti si tipičen primerek urbane slovenske možganske miniaturizacije. Na Kinu Otok je režiser, scenarist, bloger, digitalni navdušenec Christopher Coppola vodil Fachfest delavnico, na kateri so udeleženci s telefončki, fotoaparati in bog ve s čim ne posneli kratke filmčke. You don't need to go to Hollywood. You can use the iMovie, which we're going to show you Final Cut and these cameras. The technology exists for you to make your own movie and share it with the rest of the world on the internet. Do you do some acting? Me. Yeah, are you an actor? Še vreme? Bile so to vesti na vesti iz ljubljanskega studia 136. Nasvidenje.